se rekel, bomo mogoče malo povedala, kako se je pravzaprav začelo. Avtoštop, kako so bila ta prva potovanja? Ja, zdaj tebe takrat še ni bilo na svetu, ampak pred več kot 20 leti je bila glavna stvar, da si štopal. No, takrat sem že bil na svetu, zdaj se pa ne spomnim. Tako da, ajde, točka zate. Skratka, jasno, prvih nekaj let sem štopal, ne samo zaradi tega, ker nisem imel denarja, ampak tudi zaradi tega, ker se je to takrat nekaj štelo. No in potem sem pač prvih, že v 3. gimnaziji sem pač začel, in moje prvo potovanje je bilo po Dalmaciji. In sem že pri Zadru srečal 2 Novozelandčanki in smo skupaj šli v Split in tam preživeli en teden. In to je še vedno moje najboljše potovanje, če gledam kamorkoli. Kakšne posebne detajle, ki so naredili to potovanje tako posebno, ali? No, če želiš detalj, prvič, ko smo se skupaj zbudili, pač ne skupaj, in smo šli ven, smo šli v samopostrežbo po hrano, na kar smo se počeli na sredo parka v Zadru in tam jedli zajtrk, kar se mi je zdelo svetovno. Ker je po svoje še zmeri svetovno, ne? Redko kdaj se zgodi, da vidiš koga tako zajtrkovati in da nekdo še ob tem uživa. Mogoče bi si mogli večkrat vzeti kakšne takšne trenutke. Ampak avtoštopanje zadnje čase je večkrat pospremljeno s tistim predsodkom, da je to nevarno. Kako je bilo takrat 20-25 let nazaj? Ja, verjetno, če bi vse skupaj preštel, je bilo takrat bolj nevarno. No, ampak takrat se je štelo to za tak zanimiv način potovanja in predvsem je bil to nek dosežek. Danes pa nekako, kaj vem, vedno manj popularno je, tudi vedno manj štoparjev, tudi pri nas, saj meni se jih javlja zelo malo. Med drugim tudi zaradi tega, ker ima mularija vedno več denarja, pa če že kam grejo za avtomobilom ali pa s kakršnokoli organizacijo. Kakršnokoli organizacijo. Kakšna neprijetna izkušnja med avtoštopom, te ne vem, kdo nadlegoval, te je skušal kdo kam odpeljati, kakšno odpeljati. Se je dogajalo tudi to na tvoji poti? Milijon takih stvari. Nekatere so moje, nekatere ne. Ponovadi te kdo nadleguje, in več ali manj je to spolno nadlegovanje, razen če te kdo oropa. Imam tudi eno zgodbo iz lanske Venezuele, bo enkrat tudi to obdelala. Mislim, da prav ne bo danes bo pogledala katero zgodbo? Greva pa tudi danes v Venezuelo in sicer greva v delto Orinoka. Ampak to zgodbo pa si obljubljala, da bo enkrat razkrila, kaj se je dogajalo takrat v Venezueli. Poglejmo si verjetno nekatere kratke inserte tega, kako je bilo v Orinoku. Orinoko je reka, ne? Danes nima prav veliko časa, tako da sem izbral samo en insert, pa še tisti ni prav dolg, kot boš videl. Tegale možaka si poglej, tole je indijanec, tajno domačin, ki mu je mekal lepo po špansko Pedro. Tale čovn, ne boš verjel, je pa še kakšno minuto predtem bil na dnu reke, ker je to drevak izdoben iz enega kosa palme. Možak pa prav kar kot vidiš, krožnik je lahko tudi lopata. Ja, priročno orodje. Torej čisti čovn, midva z dekletom se bova po vsak hip sedla, sva že dobila svoje sedeže, kot vidiš. Ampak bil je pa na dnu reke, zakaj? Ker je tako porozen. Če bova utegnila, bova videla malo kasneje, da je celo pot izplakoval vodo ven, ker je neprestano voda drla noter. Kar pa ne pomeni, da je bilo kaj hudega, ker so tako in tako bila v Japonkah in nikoli ni segla več kot nekaj centimetrov visoko, kar je sproti. Pa po drugi strani verjetno, da to še en poseben čar potovanjem, ne? Je čar, ja. Kako smo sem prišla, bo tudi enkrat drugič obdelala, ker je precej dolga zgodba. Ampak zdajle bova raje malo uživala v pogledih. Namreč Orinoko je precej velika reka, druga največja v Južni Ameriki. In tole, kar zdaj gledamo, je rokav od rokava od rokava. Se pravi, zelo oska zadevščina, pa še ožja bo postala potem kasneje. In tukaj smo predvsem uživali v pogledih na rastline, temule se pravi mangrovi. Vidiš ga, to je en Pedro. Jaz mislim, da bom mogel reči tako, da bova mogla prekiniti te posnetke, se na nek način posloviti, žal, ampak bodi to dovolj za to, da malo ziritirava gledalke in gledalce, da bova to druženje ponovila v petek z Jeleno, oziroma še naprej vsak petek do konca. Pravzaprav zdaj reči za zmeri. Za zmeri. Hvala, da si prišel v studio. Upam, da smo dovolj, malo tako, ne bom rekli zrajcala gledalke in gledalce. Spodbudila, lepši izraz. Gremo naprej 26.4. pa je bilo zastavljeno nagradno vprašanje in sicer katere črke ne more izgovoriti pevec skupine Van Gogh. In odgovor se glasi, ne more izgovoriti črke R. Nagrajenca, ki prejmeta zgoščenko skupine, pa sta Boštjan Lederer in Dijana Muslimović.